Današnjo oddajo Slovenci po svetu bomo v celoti posvetili srečanju rojakov Dobrodošli doma, ki je bilo v začetku julija v Škofji Loki, kar se je pokazalo za dobro odločitev. Prejšnji dve tovrstni prireditvi sta bili namreč v Ljubljani in nista dosegli svojega namena, saj se je zbralo sorazmerno malo ljudi. Tokrat pa je bilo v mestnem središču enega najstarejših slovenskih mest več kot 2000 ljudi, tako obiskovalcev kot rojakov iz evropskih držav ter iz Kanade in Argentine. Prisluhnimo najprej pogovoru z ministrom za Slovence po svetu in v zamejstvu Gorazdom Žmavcem. Dejansko selitev teh dogodkov, Dobrodošli doma, kjer povezujemo domačine, in pa naše izseljence in pa Slovence po svetu, pravzaprav prava pot. Mi moramo seliti to predvsem po teh srednjeveških krajih in pa v mestih, kjer je že tako in tako življenje, način življenja takšen, da dejansko to povezovanje v teh mestih daje neki poseben čar. In današnji dogodek to potrjuje, da smo na pravi poti in naše aktivnosti bodo šle tudi v te smeri, da se bomo tudi selili po Sloveniji v naprej. Ne nazadnje pa ima Škofja Loka tradicijo, pred mnogimi leti so bila tukaj že srečanja. Ja, vse gre za srednjeveška mesta, ki imajo svojo tradicijo, gre za Škofjo Loko, gre za Ptuj, gre za Piran, gre za mesta, ki imajo svojo identiteto kot srednjeveška mesta, vendar ravno življenje skozi ta mesta je ta biser, ki dograjuje predvsem te medčloveške odnose in kraj in pa dogodek, se pravi dogodki, ki se odvijajo, in pa povezovanje domačinov in naših zamejcev in Slovencev, to je pravzaprav ta prava pot in tu mislim, da je lepo danes. Rekli so nam, da se je tukaj turistično društvo vključilo v to praznovanje, če rečemo temu tako. Glejte, vse takšnega dogodka brez velikega povezovanja z civilno družbo ni mogoče organizirati. Mi smo dejansko tukaj bili samo organizatorji, povezovalci in vključilo se je mnogo društv, mnogo civilne družbe, vključila se je celotna Škofja Loka tudi z vodstvom občine in to je prav za pot, ker dejansko tudi te naši zamejci in Slovenci po svetu, ko prihajajo, morajo biti vodeni, morajo biti organizirani in na ta način si dobijo pol občutek, kaj se dogaja v tej njihovi domovini. Iz programa lahko vidimo, da so tukaj tudi društva iz držav bivše Jugoslavije. Ja, to je tudi zelo pomembno, namreč gre tudi za tole, da zdaj vključujemo tudi društvo iz bivše Jugoslavije, zamejce z Hrvaške in Slovence iz drugih republiki, kajti mnogo Slovencev je, ki živijo v teh krajih in zdaj zopet se postavlja ta povezava in menim, da je to prava pot, ker to je tudi osnova sodelovanja, tudi za poznejše gospodarsko sodelovanje, ker to je ta pot, ki jo iščemo. Gospod Žmav, zdaj ste že skoraj pol leta na tem mestu ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz biltenov oziroma iz vabil, ki jih dobivamo vsakodnevno, vsak teden jih dobivamo, kaže na to, da ste zelo aktivni. Bili ste od Porabja, Koroške in tako naprej. Kaj bi rekli lahko za to obdobje? Ja, jaz moram reči, da v tem kratkem obdobju, ki smo ga imeli, sem pač izkoristil za to, da dejansko to svojo nalogo opravljam kot neko poslanstvo, predvsem da kot predstavnik te vlade dejansko povezujem predvsem naše Slovence v Porabju, na Koroškem, v Italiji, v Furlaniji, v Reki in jaz mislim, da smo v tem trenutku naredili ta prvi krog, se pravi, kjer smo to zelo uspešno to povezovanje vzpostavili in predvsem, kar je pomembno, tudi zaupanje in cilje, ki smo si jih zastavili, tako da tudi mislim, kdorkoli bo v nadaljevanju vodil ta sektor, jaz mislim, da ta pot je skupna politika vlade, kjerkoli že bo in ta pot se bo nadaljevala in to je za nas pomembno. Če boste vodili ta resor vi, potem ni vprašanje, cilje še imate do konca leta? Ja, poglejte, jaz moram reči, če bo kjerkoli prilika, da bomo verjetno nadaljevali, potem moram reči, da imamo kar cilje, ki so za nas uresničljivi in mislim, naša pot je še dolga lahko, ampak za to ali pa za kjer drugo ekipa. Tokratnega srečanja v Škofji Loki se je med društvi in organizacijami naših rojakov udeležilo največ predstavnikov iz klubov držav nekdanje Jugoslavije, od Bosne in Hercegovine prek Hrvaške do Srbije in Makedonije.
Moj oče je bil predsednik slovenske skupnosti meščanov Kakanj 21 leto, 21 leto. In je v februarju umrl. Tako sem jaz sad predsednica slovenske skupnosti Jožef Springer Kakanj. Se tako ime zovemo. Povejte nam, koliko članov pa imate in kakšne skupine so vse v skupnosti? Ja, Kakanj ima 65 družin, tole oko 128 članov. Imamo skupino sekcijo žena, ribolovno skupino, otroško, folklorno, jazz orkester. Tako, delujemo. In Slovenci radi prihajajo na ta druženja? Ja, rado imajo všeč družice. Povejte nam, kaj pa pravite na to srečanje Dobrodošli doma, koliko vas je prišlo sem v Škofjo Loko? Ja, to leto nas je prišlo 16, všeč je, zelo imamo rada doći na to srečanje Dobrodošli doma, vsako leto dolazimo, prihajamo, ja se opravičujem na mom slovenskom jeziku, čist ne govorim slovensko, ampak se trudim. Naše društvo deluje že 20 let, ustanovljeno je bilo 1994. V jesen bomo praznovali 20. obletnico. Glavne dejavnosti našega združenja je dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, ki deluje v okviru združenja, potem pevski zbor, to je mešani komorni pevski zbor. Tukaj bi omenila, da smo na srečanju v moji deželi s pevskim zborom nastopali že 10krat, letos 11. Imeli smo koncerte po Sloveniji, po Makedoniji, peli smo pri porabskih Slovenci v Monoštru na Madžarskem, se sodelujemo z ostalimi društvi iz bivše Jugoslavije, smo peli v Novem Sadu. Tako, razen teh dveh glavnih dejavnosti bi omenila še, da ohranjamo vse slovenske običaje in navade. Tukaj bi naštela pustovanje, miklavževanje, dan buč v jesen. Ne smem pozabiti tudi na proslavo ob kulturnem slovenskem prazniku. To vsako leto pripravljamo skupaj z veleposlaništvom Republike Slovenije v Republiki Makedoniji. Potem imamo piknike, razna srečanja vsak mesec, prvi torek v mesecu imamo srečanje vseh članov. Kako je s prostori pri vas? Imate svoje prostore? Ne, nimamo svojih prostorov, pač pa imamo v najemu prostore. No, to bi rekla, da je to en problem, ker nimamo svojih prostorov, ne, in se vsake toliko moramo seliti. Drugače bi omenila tukaj še urad za Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu, ki nam veliko pomaga. Z njihovo pomočjo bi rekla, da delujemo. Tako da je kar dejavno vse skupaj. Dejavnost, ja. Veliko delamo, mislim, da ne bo izpadlo, da se hvalimo, ampak res veliko delamo. Tako. Povejte nam še, kakšna pa je bila vaša usoda, kako ste vi povezani osebno s Slovenijo? Moja usoda, bi rekla, ljubezen. Mož je študiral v Ljubljani, jaz tudi v Ljubljani in sva se tam spoznala in potem odšla dol. Kaj pa delate v Skopju? Jaz sem že v pokoju, sem pa diplomirana socialna delavka in sem delala kot socialna delavka. Številno občinstvo v Škofji Loki sta navdušila tudi nastopa skupine slovenskih dijakov iz Argentine in Kanade. Vse, kar je Dobrodošli doma, se mi počutimo lepo in dobro, kar pridemo nazaj v našo Slovenijo. Tako smo zelo veseli in kako bomo nastopili, bo nastopila s pesmim in s poezijo. Povejte nam, kakšna je vaša usoda, kje živite, kako ste dejavni v Argentini, v Buenos Airesu? Tako je, dobro. Jaz živim v Ramos Mejía in sodelujem v našem domu San Justo. Imam eno folklorno skupino, imam folklorno skupino, ki se imenuje Mladika
In dobro, potem pa vse, kar je v dejavnosti v našem domu ali pa kar je v Zedinjeni Sloveniji, v kakšnemu programu, vse zmeraj sodelujemo z njim. V Argentini veliko vas, argentinskih Slovencev, govori dobro slovensko. To je posledica učnega procesa. Prvo, da vsi naši otroci govorijo doma slovensko in potem imamo pa ob sobotah imamo slovenske šole, kjer oni hodijo dopoldan, kar je osnovna šola, in popoldan hodijo pa v srednjošolski tečaj. Kaj pa povezava z Slovenijo, z domovino, kako bi lahko rekli, za zadnje čase lahko vidimo, da tudi mlada generacija nekje išče svoje korenine v Sloveniji. Tako je, odkar se je Slovenija osvobodila, imamo mi dosti več kontaktov, ker prej pravzaprav nas niso sploh vedeli od nas ali pa niso marali vedeti za to. Zdaj, ko je pa demokracija, pa že vejo o nas. Mi smo Rast, Roja Viturientov iz Argentine, ki pridemo v Slovenijo študirati na poletno šolo. Danes pa tudi prinašamo nastop, recitiramo, pojemo, ampak nismo nobena skupina, smo vsi šolci. Kako je v poletni šoli, kaj se vse tam dogaja? Smo v dečkem domu, tam prespimo, imamo zajtrk, kosilo, večerjo, zjutraj opoldne je pa šola, imamo v resnici slovnico pa gramatiko, slovenščino učimo. Kaj pa v Buenos Airesu, ti si hodil v različne razrede osnovne šole, ne? Ja, 8 let osnovne šole, zgodovino, verouk, slovnico, zemljepis, vse to. Potem pa še 5 let v srednji šoli, to isto, tudi slovnico, zgodovino, slovensko zgodovino. Kaj pa praviš o domovini tvojih starih staršev v Sloveniji, kako ti je všeč tukaj? Mi je zelo všeč, ljudi, tako gore, planine, vse mi je všeč, vse. Se pravi, rad prihajaš v Slovenijo? Seveda, sem bil že, to je moje tretjič tukaj v Sloveniji, sem prišel 2 leti nazaj s zborom, s pevskim zborom, pa še 4 leti nazaj sem bil tukaj v Škofji Loki z očetom. Vsake 2 leti pridemo in sodelujemo pri mladinski poletni šoli in potem medtem je gospod Boštjan Kocmur nas povabil na ta festival in zaradi tega smo tukaj. In to so učenci, ki so končali šolo, sobotno šolo, ki imamo v Torontu in oni pridejo konc tega študija sem, da nekako izboljšajo Slovenijo, poznajo Slovenijo in se nekako vse to, kar smo jim prikazali in učili, postane realno. Kaj pa znanje slovenskega jezika, se vam zdi, da je zanimanje za učenje slovenskega jezika v Torontu? Slovenci seveda. Je zanimanje, ampak je težko, ker vse je v angleščini, potem veliko naših, kako bi rekla, družin so mešani zakoni v smislu, da je en partner druge narodnosti in tako, da včasih je malo bolj težko, ampak je zanimanje, to pa ja. Kako pa gledate na Slovenijo danes, ko je samostojna država? Ja, to je lepo. Mislim, v Kanadi smo tudi samostojni, tle ste samostojni in to je nekako privlačno za njih in bolj zvejo o Sloveniji, kakšne so možnosti, bolj se jim zdi, da bi radi mogoče prišli študirati, pa eno in drugo. In je to zanimanje tudi za slovenske potne liste, se ljudje, Slovenci, tretja generacija, predvsej zanima? Ja, to pa ja. Ker so določene možnosti in ugodnosti, ki pridejo potom tega potnega lista. Ampak ja, se zanimajo in so ponosni, da so Slovenci. Smo veseli, ker poznamo Škofjo Loko, smo že večkrat bili s skupinami, poznamo gostoljubje Škofje Loke in tudi interes, ki zbuja tudi v okolišni populaciji. To je sigurno zelo pomembno, da neka prireditev ima nek življenjski naboj. Kako pa se tukaj predstavljate na letošnjem srečanju Dobrodošli doma? No, mi smo en delček tega celodnevnega programa in sicer s 3 skupinami.
to je skupina dijakov iz Argentine, druga skupina iz Kanade in kantautor Milan Vinčest iz Toronta. Povejte nam, kako pa je sploh ta čas v vašem društvu, kakšne so vaše dejavnosti tukaj v Sloveniji, mislim? Ja, zdaj dejavnosti so, nekako spremljamo šolo, kulturo, bi rekel izvirno produkcijo Slovencev po svetu. Zdaj imamo recimo letos 60 dijakov iz 3 slovenskih šol, iz Argentine, iz Kanade. In to je recimo zdajle v teh dneh to, s čemer se ukvarjamo. Jutri imamo 21. tabor Slovencev po svetu, to je neka prireditev, ki se vrsti že od leta 1994 in kjer združuje tudi recimo ljudi z neko tematiko, z nekim programom in se ga tudi zelo veselimo. Povejte še to, kakšna je bila vaša usoda, vem, da ste prišli iz Argentine sem v Slovenijo že dolgo let nazaj in kako je bilo tam, kjer ste delovali? No, to je nekako ena vez obstaja, to se pravi, jaz sem se rodil v Buenos Airesu, sem bil deležen vseh pozornosti ali slovenskega izoblikovanja poleg družine v slovenski skupnosti. Tudi šol? Šol, to se pravi 13 let slovenskih šol. Tako da ta naš prihod pred 23 leti je bilo nekako ena taka normalna pot, tudi s prošnjami iz Argentine, ki se je potem tudi to razširilo na vse druge države, kjer bivajo Slovenci. Ali prihaja še kaj Slovencev za stalno nazaj iz Argentine? Zdaj je seveda manjši pritok, ker je tudi stanje v Sloveniji majčkeno drugače, kot je bil pred 10 leti ali 15 leti. Ampak se vsako leto vrsti kakšen prihod, ki smo ga veseli, ga tudi spremljamo. Se pravi, smo prepričani, da vsak človek ima prostor pod soncem in če se ga zbere, ga treba podpreti. Med slovenskimi izseljenci iz čezmorskih držav je bilo največ argentinskih Slovencev. Pred časom so bile pri vas Taščice, to je ansambl iz Rač. Kako je bilo in kdo je organiziral ta koncert? Zelo v redu, ker tudi presenečenje v tem oziru, ker je to staro davno petje, od kjer skaja vse skupaj in mislim, da je pravilno, da se to prebuja. In to je posebno Štajerska je na ta stran šla, bi rekel. So zelo luštni ljudje bili in 3 generacije smo se krasno imeli in mislim, da ljudje so bili zelo zadovoljni. Smo obiskali vse domove, zraven tega pa še Mendozo, to je pa 1200 km od Buenos Airesa. Tam so nas tudi prekrasno sprejeli in res, sej mislim, da si bil včasih v Argentini, veš približno, kako smo Slovenci. Se pravi, da je bil obisk... Da bi tisto vzdušje, ki ga imamo mi za Slovenijo, da bi tukaj zrastlo, da bi tukaj začeli malo bolj misliti na sebe. Ne pa samo, če ni tle dela, gremo pa v Avstrijo, me razumeš? To je ena stvar, ki nas zelo boli. Mi smo daleč, pa gojimo pravo slovenstvo, bi rekel. Pustimo vse drugo, ampak slovenstvo je treba zdaj misliti na domovino, to propada vse skupaj. Zdi se mi, kot da bi prišel na en slovenski dan v Buenos Airesu. To so štanti, oder, gor so prizori, ljudje se med sabo pogovarjajo, na ponudbo je potica, različne hrane, različni izdelki, tako da v resnici se počutimo kot doma, kot smo bili v Argentini, smo pa res doma v Sloveniji. Pa tudi nastopate tukaj, se pravi, radi prihajajo vaši dijaki, učenci, sem kaj? Ja, v resnici
to so njihove sanje že v osnovni šoli, tisti, ki bodo naprej šli na tečaj srednjošolski, to so njihove sanje. Priti v 5. letniku na potovanju v Slovenijo in občutiti svoje korenine. In res moram povedati, da ta skupina, ki je letos, je izredno dobra, radi pojejo, veseli so, radi nastopajo in imajo tudi zdaj drugi nastop. Prvi je bil v Vipavi, zdaj pa nastopamo tukaj v Škofji Loki. Vi ste tudi planinec, ko smo bili pri vas v Bariločah pred leti, smo se pogovarjali s Petrom Skvarčo pa z Dinkom Bertoncem, se pravi, planinstvo nekje imate v krvi, Slovenci v Bariločah? Ja, mislim, da Slovenci v Bariločah, pa tudi nekateri, ki niso v Bariločah, nas žene v hribe. V hribih človek občuti prostost, občuti lepoto, prisluhne tišini, prisluhne žubrenju potokov, pticam prisluhne, se čuti prostega in nenazadnje tudi se navaja dosega cilja. In cilj, ki ga doseže, je vedno istočen z nekako mujo, ki se mora potruditi, da pride do cilja. Koliko pa je pravzaprav Slovencev v Bariločah? Podatki so različni, od 200 pa naprej. Ja, v Bariločah zdaj trenutno je okoli 200 Slovencev. Če štejemo otroke, starejše, stare, vsi, ki smo danes v Bariločah, je 200. Zdaj, kar imamo, je, da tale mladina, ki končava, ki zaključuje srednjo šolo, dobro, odhaja iz Bariloč, zato ker grejo študirati in študiji so ponavadi v Buenos Airesu, v La Plati ali pa v Cordovi ali v Mendozi, tako da se mladi nekako celijo trenutno, nekateri se potem vrnejo, drugi pa tudi ne, se poročijo in si ustvarijo svoje družine drugod po Argentini. Kako ste pristali v Bariločah, vaša familija? No dobro, Slovenci so prišli po drugi svetovni vojni in glavnem so se vsi naselili v Buenos Airesu, nekaj jih je odšlo v Mendozo, nekaj fantov pa je odšlo v Bariloče. Ti fantje, to se je imenovala šuma, šumski bratje, oni so začeli, takrat ko je bila Bariloče še vas, so takrat začeli prvi hoditi v hribe, osvajati vrhove, stene in ustvarjati prve družine. Mi smo pa, jaz sem rastel v Buenos Airesu, ampak že od mladih nog smo z družino vedno hodili v Bariloče na počitnice in se mi je to res vtisnilo v dušo in srce in sem res že od mladih nog samo sanjal, kako se bom preselil v Bariloče. Potem sem pa imel srečo, da sem dobil ženo, ki je doma iz Bariloč in sem se končno tja preselil, tja bom ustvaril družino, imam 6 otrok, prišel v krasno družbo slovenskih družin in skupaj živimo slovenstvo in hribe. Kaj pa poklicno, s čim se ukvarjate? Poklicno imam pa trgovino s parketi, potem sem trener z odbojko in poučujem tudi pri Salezijancih, pa tudi se ukvarjam z gradnjo. In če pogledamo še v prihodnost, rekli ste in sam vem, da imate veliko otrok, so šli tudi oni po svetu? Ja, prihaja čas, kjer hiša spet ostaja prazna, eden se že preselil v Evropo, hčerka se trenutno nahaja v Sloveniji, drugi pa zaključujejo svoje študije, razen ta majhnih dveh in dobro, vse kaže, da bodo kar šli v svet, verjetno tudi nazaj v Slovenijo. Gospod Peljhan, zdaj smo tukaj v Škofji Loki. Pred časom na eni izmed teh dobrodošli z doma ste mi dejali, da ni primerno, da ste v prestolnici, to dogaja. Kako zdaj gledate na to prireditev? Ja, nedvomno sem imel prav, kajti v manjšem mestu zgleda, da ljudi bolj zainteresira nek velik dogodek, kot je nedvomno srečanje v moji deželi, kjer se lahko srečajo z našimi izseljenci. Kaj bi lahko rekli za današnje srečanje? Ali je to tisto, kar ste si vi tudi zastavljali pri izseljenski matici? Ja, to je en poizkus. Upajmo, da ta individualizacija življenja v družbi nasploh ne bo vplivala na to, da bi zamrla ta vrstna prireditev. Kajti dokler so bili Slovenci v izseljenstvu organizirani, so prihajali v skupinah, z vlaki, letali, danes prihajajo bolj individualno in to se pozna, čeprav ravno danes Škofja Loka ponovno dokazuje, da je interes vendarle velik.
Omenili ste ta prejšnja velika srečanja, tudi v Škofji Loki je že bilo včasih tako, ne? So se tukaj dobivali izseljenci. Pravzaprav je Matica dala pobudo, da bi ponovno se srečali v Škofji Loki, kajti spomin na to, da je bilo več tisoč ljudi izseljencev vsako leto pred 40-50 leti tukaj, je bil tako živ, da smo verjeli, da bo ponovno oživela ta ideja. Vi ste že kar precej let predsednik Matice. Kaj bi lahko dejali za njeno zdajšnjo vlogo? No, Matica je sedaj postala ena izmed 3-4 društev, ki skrbijo za stike z izseljenci. Zadnja leta smo se bolj orientirali predvsem na izseljence v Evropi in v republikah bivše Jugoslavije, kjer se tudi kaže velik interes naših izseljencev. Kako pa je s finančnimi sredstvi? S finančnimi sredstvi je tako kot v državi, bolj slabo, vendar nekako še izhajamo. Z vami sem se prvič srečal leta 1994 v Buenos Airesu, ko ste bili tudi kulturni minister. Kako ste sploh v tem obdobju spremljali naše izseljenstvo, našo diasporo? No, tako kot sem bil minister, kot sem bil direktor gledališča v Novi Gorici, smo vedno imeli stike z našimi rojaki ali preko gostovanj ali z direktnimi kontakti. Tako da mi je nekako ta kontakt z našimi izseljenci postal ena vodilna nit v zadnjih letih tega mojega delovanja. Tako, to je bila današnja oddaja Slovenci po svetu. Hvala za pozornost in lepo pozdravljeni.